kako pogosto v bistvu objavljate po TikToku? Ne? Mi recimo, hotel sem, ker smo govorili o negativnih komentarjih in to naprej. Sloanime, naša organizacija, je šele začela objavljati na TikTok. Ne? In bi rekel, tega leta, ker sem bil toliko vključen v normalno anime sceno in v bistvu bil nekako obdan samo z anime sceno, nekako pozabiš, da nekako večina javnosti še ne ve ali pa ne razume ali pa ima mogoče precej negativno konotacijo do tvojega udejstvovanja v tej skupnosti. Ne? In bi rad prebral, da boste dobila občutek, da niso samo furry in nimajo te stigme, ampak rad prebral komentarje, ki so prileteli na naše videe in ti videi niso bili nič posebnega. Bil je samo Gregi, ki je intervjuval ali cosplayerje ali prodajalce na stojnici, a ne nekaj, kar je za nas povsem normalno. Ampak komentarji, ki so prišli noter, so dan ena, ko poskušamo ganti, kaj je anime in kakšna bedna kultura je to. In drugi komentar, dan ena zahtevanja, da se pokopljete. In so še boljši komentarji. Na katerem videu sem bil celo jaz v Chainsaw Manu. Ne vem, če poznate Chainsaw Man. Motorka mož. Tako je. Gregi me komentira in jaz povem oziroma vpraša me, kdo si in koliko časa si izdeloval. In jaz povem, 3-4 tedne. Ne? In to je basically cel video. Ampak komentarji, ko si, kdo si, fucking štihal motorka. Veliko komentarjev je take, kukar ain't no way in death emoji, skull emoji. In ko je kurac, ko ste žalosti, vesel sem, da so me starši tepli kot otroka. Mi smo tudi veseli, da so te starši tepli kot otroka. Komentar je, kobila se bom zaradi vas. Slovenija propada. To je en komentar. Mentalno. Posodim vam starše za en teden, da vam dam roko v ogenj, da vas uspejo vzgojiti. Zato so taki basic, nori komentarji. Veliko je komentarjev. Kaj si to na Facebook postal, da si to basic stuff? I don't know, ne vem, kaj smo potegnili. To je bilo na TikToku, ne? To je na TikToku. Low effort. Veliko devičnikov smo dobili, sprav devičniki, veliko, wish, da bi bil še virgin, ker si ti in podobni komentarji. Mislim, verjetno so. Zbudilo me je, da anime scena očitno še ni toliko mainstream, ker sem imel občutek. Sploh ne v tej TikTok generaciji, whatever the hell. TikTok vsi gledajo, to moraš razumeti. Vseh starosti, vseh pa... So, we are the same, we are hated. TikTok je preveč random, tako bom rekel. Ja. In klele vse folka dobiš iz vseh raznih strani in klele sploh ne veš, v katero smer greš na koncu. Jaz moram reči, da hate komentarji, ki jih jaz dobim, so ful bolj izvirni. Mislim, se bolj potrudijo. Dajo efforta v njih. Prinesel samo, dej ubite se, fucking ogadno. Ne, jaz pa razne, v komentarjih sem že imel razne diskusije o psihologiji in umobolnicah. Zabaven pis. Ko prebereš in si tako nekdo je dal effort v to, veš, trolike se vsaj potrudijo. They hate with effort. Tako, veš, you gotta give him credit for that. Yeah, true. Pa dejansko zabavne ali pa izvirne komentarje in tisto se lahko dejansko smejiš. This person actually... Se to je bilo tudi zelo smešno. Ja, absolutno. Nekateri komentarji so, ta štihal motorka. Mene samo zanima, da si ljudje vzamejo čas za to, veš. Moraš tekst napisati, moraš razmišljati, Mislim, upam, da si mu odpisal, da si v resnici huskvarna. Opazil sem, da imaš določene hejterje, ki pod vsak video piše, ubijte se, dan ena, da se pokopljate. Tako kot se je nekako zmeri ugotovi, da so oni največji homofobi v resnici. Vse vemo, ne? Closet something, right? Tako da, če nekdo full hater res pod vse vide, jaz bi ta projection mal razmislil, ne? Predstavlja se, da to obstaja tako skupina 10 teenagerjev, vsi kadijo skupaj vsi in pol, jaz tudi hejtam in pol, doma ima 3 fursuite, vse to. Doma ima body pillow. Exactly. Body pillow na vsaki strani. Na take komentarje moraš samo odgovoriti, kako si.
A si v redu, Huhršil. tako si v redu. Upam, da te nehajo starši tepsti. Res sem, kaj je napisal to, pač res ne zagovarjam pač telesne kazni so fizično.